Lepo vas pozdravljam v imenu Društva za zdravje srca in ožilja in podjetja Lek, ki je podprl organizacijo današnjega spletnega seminarja z naslovom Kdaj je aritmija srca nevarna? Veseli nas, da ste se nam pridružili v tako velikem številu. Pozdravljam vse, ki nas spremljate v živo ali pa si boste ogledali posnetek. Posebej za današnji dan je docent dr. David Žižek, specialist kardiologije iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, pripravil predavanje z najbolj pomembnimi informacijami, kolikor lahko v tako kratkem času. Po predavanju bo odgovoril tudi na nekaj vprašanj, ki smo jih že prejeli ob vaših prijavah. In ker je tema resnično aktualna, predlagam, da kar začnemo. Tako da lepo pozdravljeni, dr. docent David Žižek, in hvala, ker ste danes naš strokovni gost. Pripravili ste nam eno predstavitev, ki jo lahko kar počasi zaženete. Jaz bom pa v tem času povedala še par napotkov za vse tiste, ki nas spremljate preko Zooma. Predlagam, da za boljši sprejem izklopite svoje kamere, tako bo signal močnejši. Lepo bi vas prosili tudi, da izklopite mikrofone in da mikrofoni ostanejo izklopljeni do konca našega srečanja. Če boste imeli vmes še kakšno vprašanje ali pa kak komentar, ga lahko zapišete v chat. Tako da, dr. Žižek, mi smo pripravljeni, da spoznamo, kdaj je aritmija srca nevarna. Ja, hvala lepa za besedo. Moram reči, da vedno mi je prvo veselje takole povedati par misli oziroma moj pogled na stvar. Je pa res, da sem vsakič, ko pripravljam tako temo, bi rekel, za mogoče ne super strokovno javnost, v smislu, da se pogovarjam s kolegi, ki se s tem ukvarjamo, je kar relativno težko predstaviti. Potrudil se bom po najboljših močeh. Lahko vam povem, da se ukvarjam z aritmijo, pa zdaj že kar več kot desetletje. In v bistvu sem pogled v teh 10 letih malo spremenil, predvsem na račun klinične prakse. Tako da gremo kar noter. Se pravi, moj namen, kako bi se to lotil, je sledeč. Jaz bom probal z nekimi podatki, ki sem jih pridobil, jih nekako sortirati, jih nekako urediti v eno zgodbo. To je moj cilj danes. Mogoče ne bom se dotaknil čisto vseh tem, ker bi bilo to nemogoče, ampak cilj je, da vam skozi eno zgodbo predstavim zadevo. Se pravi, prvo, seveda, ključno vprašanje je, kaj je aritmija. To je čista definicija, in sicer, da je to vsak srčni ritem, ki ni fiziološki ritem, oziroma ni sinusni ritem. Kaj to pomeni? Se pravi, mi smo sploh vedno bolj se naša družba v številke usmerja. Se pravi, vse, kar je pod 60, se imenuje bradikardija, vse, kar je nad 99, je tahikardija, oziroma hitro bitje srca, bradikardija, počasno bitje srca. Seveda, jaz vedno pravim, kadarkoli se ukvarjamo s številkami, je zelo, zelo pomemben en faktor, in sicer to je človeški faktor. Glih tako, kot se mi v življenju borimo, da bi nas ljudje opazili, da vemo, kdo smo, in tudi vemo, da smo med sabo različni, tudi tako ni med enim človekom in drugim človekom tahikardija ali pa bradikardija isto. Se pravi, kaj hočem povedati, če ima nekdo puls po noči 40, pri nekomu to pomeni že nevarno, pri nekomu pa to čisto običajno. Tako da se samo zapičeti v številke, mogoče ni moj namen, oziroma bi vas rad od tega odvrnil. Nekaj misli aritmologa za začetek. Prvo, kar je treba vedeti, je to, da aritmija, če se pojavi, oziroma če jo registriramo, je največkrat posledica bolezni srca. To drži. Se pravi, če imamo neko aritmijo, je verjetnost, da imamo neko bolezen srca, zelo velika. Drugi vzroki, genetski, se pravi, da imamo prirojene, se pravi, da imamo neke posebne razmere v telesu. Se veste, če imamo vnetje, okužbo, je ponavadi puls malo višji, to vpliva na pojavnost aritmij. Imamo motnje v delovanju ščitnice, lahko imamo tudi vagotonus simpatikus, se pravi, ta živčni sistem spanja oziroma budnosti, nekoliko imajo kakšni ljudje malo spremenjenega in to vpliva na motnje ritma. Lahko pa seveda tudi mi, zdravniki, po domač kaj naredimo,
kakšno zdravilo damo preveč in tako povzročimo aritmije. Tudi to je zelo, zelo možno. Ampak v osnovi za nek nastanek aritmije moramo imeti en seštevek vektorjev, jaz rečem. Ne samo en vzrok, ni nikoli, zelo redko. Moramo imeti neko okvaro srca, prevodnega sistema, mogoče srce ne črpa dosti dobro, imamo še druge vzroke in še nek akutni dogodek, sprožilec, neko stresno situacijo in takrat aritmija nastane. Seveda, poje pa filozofsko vprašanje, kura ali jajca. Kaj s tem mislim? Lahko se zgodi, da imamo mi neko okvaro srca, ki povzroči aritmijo in ta aritmija, če vztraja oziroma ni prepoznana dovolj zgodaj, še dodatno okvari osnovni organ, recimo srce. Po drugi strani lahko imamo pa mi eno aritmijo, ki je povzročena recimo čisto naključno, recimo da zaužijemo maksimalno preveč alkohola, gremo v aritmijo in ta aritmija ponovno lahko okvari srce, ki je recimo bilo do takrat še načeto, vendar ne okvarjeno. Tako da dostikrat se mi ukvarjamo s tem, kaj je bilo prej, okvara srca ali je bila prej aritmija. V večini primerov sicer je najprej okvara srca. Da vam to grafično predstavim. Recimo smo mi dolgoletni bolnik z arterijsko hipertenzijo, ki jo recimo ne zdravimo. Kaj se zgodi? Srce se temu prilagodi, ker more po domače pumpati proti večjem pritisku, stena se zadebeli, pritiski v srcu se povečajo, to v EKG-ju vidimo, v določenimi kriteriji, nič ni važno kjerimi, in posledično se povečajo tudi druge votline, recimo zgornji del srca, ki mu rečemo atrij oziroma predvori. In te predvori, ta velikost, tudi na EKG opazimo, vendar se izkaže v tem, da pride do ene aritmije, ki recimo rečemo atrijska fibrilacija. Tako da večina aritmij je na en tak način nastane. Poškodba srca, neka bolezen, ki je pripeljala spremembe, ki vodijo v aritmijo. Potem pa jaz pravim mesto aritmije. Mi vsi dobro vemo, da če se vznemirimo, recimo se zjezimo, je popolnoma normalno, da kljub temu, da stojimo na mestu, da se nam puls poveča. Se pravi, ta os med glavo pa srcem obstaja. In ta živčna os, bi rekel, ni tako zelo zanemarljiva. In jaz se dostikrat pohecam, ko se tako s kolegi pogovarjamo, ko me vprašajo, kakšna pa je bila aritmija, pa jaz rečem, fokus ni bil v srcu, ampak nekje višji, pa rečem v podstrešju. S tem, kar mislim, je predvsem to, da je nekdo, če je bolj živčne narave, pa pod stresom, je jasno, da bo malo več aritmij čutil, tudi mi jih vidimo, ampak jih redko označimo kot nevarne. Čeprav nas te pacienti vedno znova zaposlujejo, kažejo posnetke, nabavljajo vse sort holterjev, ampak v osnovi je fokus precej više od srca in to težko zdravimo, bi rekel, z srčnimi zdravili oziroma posegi. In pol naslednja stvar, ki pa tudi zelo rad poudarjam. Mi smo navajeni, da bi radi popredalčkali. Ta aritmija je nevarna, ta je moteča, ta je nenevarna. Na žalost se to vedno ne da. In tudi terapija bi jo tudi radi popredalčkali. To aritmijo bom zdravili, to bom z posegom, ki se reče elektrofiziološka študija, to bom pa dal srčni spodbujevalnik oziroma neko napravo. Tudi tega pravila vam čisto za vsako aritmijo v bistvu ne moramo se odločati individualno. Se pravi, če je nek vaš prijatelj dobil za neko aritmijo, recimo srčni spodbujevalnik, pa vi rečete, saj meni tudi srce bije, pa mi ga niso hoteli dati, ste malo drugačen oziroma nekaj ni bilo videno. Tako da čisto vse popredalčkati žal ne moramo. In zdaj ta moj najljubši graf. Vem, da ni najlažji, bom pa ga probal čim bolj razložiti. Gre za to, da mi z dvigom frekvence, se pravi hitrosti bitja srca, dvigujemo njegovo črpalno sposobnost. Ampak to ne gre v nedogled. A vidite, tukaj na enem modelu se premici greta skupaj, kar pomeni, bolj kot dvigam frekvenco, recimo tečem, bolj bom dvigoval zmogljivost srca, ampak če bom pa prišel čez eno frekvenco čez neko recimo 170, govorim na pamet, pa ne bo več črpalna sposobnost šla skupaj s frekvencami, bo pa padla. Zato velja vsaka ta hikardija, hitro bitje srca, je lahko tudi nevarno, če gre čez neko osnovno mejo. In velja isto na drugi strani,
če padem pod neko frekvenco, je ravno tako črpalna sposobnost srca toliko poslabšala, da je to lahko nevarno. In kljub temu, da si želim popredalčkati neko ime za aritmijo, je ključno to, kako se telo na njega odziva. Tako da je bistveno za nas, kako s to aritmijo človek lahko živi oziroma ali mu povzroča simptome. In pol še eno osnovno bi rekel, kar so nas že učili od mladih nog, sicer so ga naši starši malo grš povedali, jaz ga pa malo lepš. V bistvu, če je podlaga slaba, je lahko vsaka aritmija problem, če pa je podlaga dobra, pa ni nujno. O čem govorim? Kako ocenjujemo podlago? Mislim, da ste vsi, ki tukaj poslušate, seznanjeni z ultrazvokom srca. Z ultrazvokom srca mi ocenimo, kakšna je funkcija srca. Imamo še druge metode, CT, magnet, globinsko slikanje, ampak v osnovi s tem ocenjujemo podlago. In slabša, kaj je zmogljivost srca, bolj nas skrbijo tako pojavnost aritmij in vemo, da je pojavnost aritmij večja. In zdaj te naši dragi simptomi. Se pravi, nekaj je, da čutim hitro bitje srca. Nekaj je, da sem majčken vigi-vagi, imam omotice, in nekaj je, da zgubim zavest, se udarim in me celo čakajo oziroma se sploh ne zbudim. To so te stopnjujoči simptomi. Ampak da mi rečemo, to je zaradi aritmije, moramo mi neposredno dokazati to aritmijo oziroma jo moramo pridobiti v času, ko ta simptom doživljamo. In takrat nas pa še zanimajo, kakšne so karakteristike nosilca te aritmije, se pravi, s kakšno podlago imamo opravka. In tukaj govorimo o malignih, nevarnih, benignih, nenevarnih aritmijah. Kako jo opredelimo, se pravi, da se lahko pogovarjamo, o kakšni aritmiji gre, vedno zgolj in samo z EKG zapisom. Se pravi, elektrokardiogramom, oziroma to je zapis električnega delovanja srca. Takrat jaz vem kot aritmolog, kot zdravnik, če pokažete, za tega vedno težimo, če je le možno dobiti posnetek takrat, ko imate težave, je ravno zato, da vidimo, s čem imamo opravka. In takrat mi pridemo do prave diagnoze, ko imamo anamnezo, se pravi, kdaj je bilo, kaj je narobe, imamo razne laboratorijske preiskave, takrat ima Holter veliko vrednost, oziroma nam ta posnetek da veliko vrednost. Sam EKG kot tak nam je povedan v resnično malem procentu. Kako slediti motnje ritma? Jaz mislim, da večina vas ve, da je na tržišču zdaj ogromen stvari. Imamo standardni 12-kanalni EKG, ki je seveda zelo kratek in ponavadi, če imamo mi simptome recimo 2-krat na leto, je dostikrat nepoveden. Pol imamo Holter, ki je po en dan, 3 dni, 7 dni, ki je dostikrat lahko tudi premalo, potem pa prehajamo v te pametne ure, pa recimo podkožne snemalnike, kjer je kvaliteta posnetkov se zmanjšuje, nam pa podaljšuje možnost sledenja. Tako da, če mene vprašajo, kaj je najboljš, tudi ni pravega odgovora. Če mene zanima, da ima nek aritmijo skozi prisotno, pa me zanima, da bi jo karakteriziral, si zberem 12-kanalni EKG, da jo ga opredelim zelo natančno. Vkolikor pa hočem se vprašati, oziroma me zanima, ali je neka aritmija povezana sploh z temi simptomi, ki mi jih pacient pove, takrat se pa odločim za neko način sledenja, ki ima manj odvodov, recimo, ne vem, samo dvokanalni ali pa celo tole pametno uro, in takrat ugotavljam, ali takrat, ko ima pacient težave, ima dejansko aritmijo, ali je to mogoče fokus kje druge, recimo lahko tudi višje v glavi. Tako da v bistvu zdaj v vseh teh priporočilih moram priznati, da po teh letih izkušenj, ki jih imam, vedno bolj biološki pristop, ki sem vam ga zdaj probal predstaviti, uporabljam. Tako da seveda zdaj moramo iti mi na nekaj osnov, da bomo lahko prepoznali tudi, bi rekel, kaj je nevarno oziroma kdaj nas skrbi, da bi se lahko bilo neka aritmija tudi življenje ogrožujoča. Moramo vedeti, da imamo 3 ključne, jaz bom zelo poenostavil, ne se bati, da bi kaj zelo prav pretiraval. Mi imamo vedno P-val, to je depolarizacija oziroma aktivacija zgornjega dela srca, ki jim rečemo predvora, sta 2 in temu rečemo P-val. In temu P-valu mora slediti QRS kompleks, to je še večji val,
ki kaže na to, da se depolarizira, aktivira pa ventrikli, prekati, ki so pa spodnji del srca. In ta povezava mora biti stalna in sinhrona. In takrat nas ne skrbi, oziroma takrat je vse v redu. Če to grafično predstavimo, takole se začne v zgornjem delu srca, mi rečemo sinusni vozel vodič, in tukaj takole gre čez krake in lepo aktivira celo srce, da se to normalno krči, nekaj gre v pljuča, nekaj gre v sistem in v glavnem to mora biti sinhrono, da kri lepo kroži. In seveda mi lahko imamo težave na spodnjem domu oziroma na tistem pod 60. Če je recimo ukvarjen sinusni vozel oziroma tako imenovana bolezen sinusnega vozla, takrat teh P-valov je premalo, ker se ne aktivira pravilno in seveda imajo ljudje nizko frekvenco. Dostikrat se na začetku to pozna tako, da recimo imajo nek napor v klanec in frekvenca ne poraste več na 120, 130 kot običajno, ampak samo na 100 ali celo manj. Lahko se zgodi, da imajo celo precej nižjo frekvenco. In takrat, kadar je to simptom slaba zmogljivost, celo malo motice pri večjem naporu, je sumljivo in takrat že razmišljamo o zdravljenju in je teoretično lahko nevarno, če so te pavze, kakor vidite od spodaj, daljše od 6 sekund. Če gremo še malo nižji po prevodnem sistemu, mi rečemo AV vozu, to je glih na meji med zgornjim pa spodnjim delom srca in če je tukaj prekinitev in kakor vidite zgoraj, da P-val je, se pravi aktivira se A3, ni pa QRS kompleksa, to je pa super nevarno in pri teh pacientih vseh implantiramo srčni spodbujevalnik. Kljub temu, da prve dva zgledata v redu, se ne prevaja naprej in takrat, kadar so take daljše pavze, nas vedno skrbi. Seveda imamo mi to razdelan in ne bom vas s tem boril, ampak ključno je, da mora P-valu aktivaciji zgornjega dela slediti aktivacija spodnjega dela. Kakor je to nekako podrto, mi razmišljamo o srčnem spodbujevalniku in je aritmija oziroma v tem primeru bradikardija nevarna. Če gremo še nižji in se QRS kompleks še razširi, tukaj so frekvence še tam okoli 20 celo, tukaj pa ni dvoma in to je pa urgentno stanje in tukaj moramo ponavadi implantirati spodbujevalnik ali kar se da hitro ali celo z zunanjo stimulacijo oziroma celo začasno elektrodo, kakorkoli. Bistveno je frekvenco moramo čim prej dvigati, ker tukaj je izguba zavesti praktično pred pacientu je zelo, zelo blizu že in izguba zavesti in smrt sta zelo blizu, ker enostavno srce sploh ne črpa več, ker nima enostavno impulzov električnih, da bi se vzdražil. Kako izgleda čisto poenostavljeno? Srčni spodbujevalnik pomeni, da damo mi elektrode skozi vene v srce in te, bi rekel, z baterije, vidite dve elektrodi, ena je zgoraj, ena je spodaj, bi rekel, posnemajo to način, kakor sem vam prej povedal, da sta sinhrona, zgornji in spodnji del srca in ponavadi tukaj se vse težave odpravijo. Takole še tole izgleda. Seveda mi potem ignoriramo prevodni sistem, damo elektrodo v srce, ampak ritem je dovolj, bi rekel, hiter in ga lahko po mili volji predstavljamo po pacientovih željah, kakšno frekvenco želijo imeti. V zadnjem času, da se malo pohvalim, smo začeli delati tudi novo metodo, kjer se pa direktno priklopimo na prevodni sistem, s tem upoštevamo prevodni sistem in imamo v bistvu, bi rekel, veliko bolj še lepšo stimulacijo, ampak tukaj se ne bom zdaj zapletal. Gre za to, da na dolgi rok je veliko bolj prijazna srcu kot običajna stimulacija. Zdaj pa gremo mi na zgornji dom. Se pravi, zdaj smo obiskali spodnji dom, kjer so zelo nizke frekvence problematične, ampak ključna sta povezave med atrijem in ventriklom. Tukaj gremo pa že na eno sfero, kjer so pa frekvence srca previsoke. Kot sem vam prej omenjal, imamo tudi genetske problematiko in tukaj govorim predvsem o kanalčkih. Morate vedeti, da ta elektrika, ki se generira v srcu, je plod raznoraznih prehodov ionov v celicah, ki se vzdražijo, govorimo o opcijskem potencialu, in če je kjerkoli na nivoju teh, bi rekel, kanalčkov, kakršnakoli okvara, je to nevarno za te nevarne motnje ritma oziroma za te motnje ritma, ki jih bom zdaj pokazal, ki jih mi štejemo kot nevarne. Mehanizmi so različni.
ključno, kar vam hočem povedati pri teh mehanizmih, je to, da če imamo mi neko redno tahikardijo, ki ima stalen ritem, ne da skače malo gor pa dol, pri teh smo veliko bolj učinkoviti, kot pri tistih, ki je ritem nereden, oziroma je tako, bi rekel, pacienti tipično povejo, da čutijo preskakovanje srca in to zelo hitro. Pri teh smo nažalost manj učinkoviti, ker je ponavadi vzrok v drugih zadevah, ne toliko v organskih, ampak recimo infekti, akutni alkoholni upoj, akutna ishemija, recimo infarkt in take zadeve, in pri teh moramo ponavadi druge stvari bolj zdraviti kot aritmijo oziroma nastanek njenega mehanizma. Da vam čisto na hitro povem, kako nek mehanizem nastane, v čem je to kroženje, je v tem, da v bistvu imamo mi neke poti, ki so normalne, kakor je pa na enem delu te poti neka blokada oziroma nek del, ki mi rečemo ponavadi brazgotina, se pa ta, bi rekel, širjenje impulza spremeni in nevarnost obstaja, da zaokroži. In kadar neka stvar zakroži, takrat je zelo kratka pot, ni cel srce v spektru, ampak ena mala pot, in takrat je frekvenca zelo hitra, ker je krog manjši za odpeljati in so časi aktivacije zelo skrajšani in to za srce absolutno ni dobro. Kot sem že omenil, če imamo mi tahikardije z ozkimi QRS kompleksi, nas ni tako zelo strah, če pa širši, ki pa so, bolj nas je strah. To človek nažalost ne more občutiti, je pa pravilo, nepisano, da širši, ki so QRS kompleksi, se pravi ta aktivacija prekatov, večja je verjetnost, da pacient ob tem izgubi zavest oziroma se počuti zelo slabo, ima slabosti, se močno spoti, se pravi, da istočasno, ko mu bije srce hitro, se močno spoti in ima občutek zanašanja, da bo ali izgubil zavest, ali pa mu svojci celo povejo, da je za kratek čas izgubil zavest. Zakaj je temu tako? Ko govorimo mi v ozkih QRS kompleksih, tako kot tlele vidite, vse ozko, takrat je neko motnja ritma nastane v zgornjem delu srca, se prevede na ventrikle, je sicer hitro, ampak to ponavadi ne pomeni, da je delovanje ventriklov spremenjeno pomembno, ampak je bolj kot ne moteče. Seveda, če imamo funkcijo srca zelo slabo, tako kot sem prej omenil, je lahko tudi to nevarno, vendar v osnovi, ko govorimo o zgornje, se pravi motne ritma, ki se pojavljajo zgori, je težava v tem, da te zgornji deli srca stojijo. Če nekaj stoji, to je tako kot pri rekah, če je tok močan, so ponavadi reke lepe, modre, kadar govorimo o mrtvih rokavih, tam vedno stvari rastejo. In tudi v telesu je tako. Če imamo mi aritmijo zgoraj, namesto da bi se lepo zgornji deli predvorji krčili, stojijo na mestu, in tam nastanejo strdki. In te strdki lahko odletijo nažalost v glavo in govorimo o možganskih kapeh. Zaradi tega je pri pacientih, ki ugotavljamo recimo atrijske fibrilacije, atrijske undulacije, atrijske tahikardije, vedno v večini primerov indicirano zdravljenje proti strdkom. Ne ukvarjamo se samo z aritmijo, ampak tudi zaščito proti potencialnih problemih, ki jih ta aritmija prinaša, govorimo o strdkih, in zaradi tega je tudi ta aritmija lahko nevarna, poškoduje pa ne to samo srce, ampak bolj druge dele, recimo možgane, ker ishemija možganov pa veste, da je, če že ne smrtno, pa vsaj zelo, zelo invalidno stanje, ki ga vsekakor moramo preprečiti. In zaradi tega predpisujemo antikoagulante oziroma zdravila proti nastajanju strdkov. Seveda se lotevamo teh aritmij z antiaritmiki, ponavadi začetne aritmije, ki so zdravimo z medikamentozno, z beta blokatorji in tako naprej, se odločamo za elektrokonverzije, to je električna prekinitev te aritmije, ki je ponavadi začasna rešitev, in uporabljamo tudi radiofrekvenčno ablacijo. Kot sem vam rekel, takrat, ko nekaj kroži, mi moramo poiskati tisti del, ki to kroženje ustvarja, ga po domače požgati, da se to ne dogaja več, in takrat smo rešeni te aritmije. Malo je odvisno, katera aritmija je, in je uspešnost ablacije boljša. Kot sem vam rekel, bolj kot je redno, bolj smo uspešni, bolj ko je neredno, manj smo uspešni. Zaradi tega tudi nažalost pri atrijski fibrilaciji, vem, da je siguren kakšen izmed vas tukaj, ki čaka
ali na ta poseg, ali ga je imel, pa se mu je aritmija ponovila, je ravno to problem, da smo nažalost 50 do 60% samo uspešni. In zaradi tega je zelo važno, da se zdravi tudi druge bolezni. Govorimo o aterosklerozi, arterijski hipertenziji, sladkorni bolezni, vse, kar lahko kvari delovanje srca, da se s tem pojavnosti atrijske fibrilacije zmanjša. Kako ablacija zgleda čist na hitro? Mi gremo s takšnimi, bi rekel, katetri v nogo skozi venski sistem, se približamo tem zgornjim delom, kot sem omenil, kjer ta aritmija nastaja, se pravi v predvorih, in po domače jih požgemo in upamo, da se ta aritmija ne bo več pojavila. Temu se reče radiofrekvenčna ablacija. Zdaj pa prekatne tahikardije. Prekatne tahikardije je pa ena velika razlika. Vidite, kako so QRS-i kar naenkrat ratali široki, stvar je zelo hitra. Pri prekatnih tahikardijah govorimo pa o nastankih in vzdrževanju aritmije. Če imamo mi neke preskoke ritma, recimo rečem, vsake toliko časa mi malo preskoči. A vidite tele široke QRS-e, tale je ozek, tale en je pa širok. Tako preskakovanje nas ne skrbi zelo, če je teh manj kot 20% vseh utripov. Če se pa začnejo združevati, tako kot na tem primeru, ali celo takole, takrat je pa aritmija absolutno nevarna, zaradi tega, ker tako hitro bitje srca ne omogoča normalno črpanje srca in tukaj skoraj večina zgubi zavest. Če imamo opravka z res kakšnimi mladimi ljudmi, mogoče še ne zgubijo zavesti, vsekakor je pa tukaj ponavadi ali šokovno stanje, huda slabost, izguba zavesti. Kako srce se giba? Mislim, da včasih slika pove večkrat, bi jaz 5-krat še lahko pojasnil. Kljub temu, da zgleda ritmika hitra in misli človek, srce super hiter dela, v resnici tole zgleda takole. Najprej se črpa normalno, potem nastane aritmija in pogledajte, kaj se s srcem zgodi. Praktično stoji. In ko srce stoji, mislim, da ni treba biti zdravnik za to, to pomeni, da izgubimo zavest oziroma nas morajo oživljati. In ventrikularne tahikardije si želimo vedno, da trajajo čim krajše in da jih prekinemo kar se da hitro. In kadar imamo mi, recimo, da sem jaz pacient, ki imam znano ishemično bolezen srca, da sem že prebolen infarkt, vem, da imam slabšo funkcijo srca, kadarkoli čutim neko hitro bitje srca in mi je ob tem slabo, je to velika verjetnost, da gre za nevarno tahikardijo, ker je ponavadi s širokimi QRS-i oziroma ventrikularne tahikardije. In kakor vidite, če predolg čakam, se lahko zgodi to, da se srce ustavi. Zakaj takrat pacientom svetujemo različne stvari? Zaradi tega, ker mi se tega ne želimo, ker vsako oživljanje, vsako tako nestabilno stanje poškoduje na prvi vrsti srce in v drugi vrsti skoraj vedno tudi glavo. Se pravi, se naše kognitivne, naše sposobnost mišljenja po vsaki taki epizodi zmanjša. Zaradi tega zdravimo z zdravili osnovno srčno popuščanje, ishemično in tako naprej. Z elektrofiziološko študijo probamo zmanjšati verjetnost motenj ritma. Zakaj? Ker takim pacientom damo defibrilator. Defibrilator damo pacientom, kadar imajo veliko možnost za nastanke takih aritmij, pa jih še nismo zabeležili, ali pri takih, ki smo jih že zabeležili. O čem govorim? Če sem prej primerjal, recimo defibrilator je na isti način kot srčni spodbujevalnik, damo ga v srce, je pa v primerjavi z srčnim spodbujevalnikom precej večja škatlica in tudi elektroda je malo drugačna, ker si od nje želimo visoko napetostne šoke. Zakaj govorim to? Kadar aritmija nastane, sem rekel, mi si želimo, da je čim krajša. Mi moramo imeti načine, da jo prekinemo. In ta način je s elektrokonverzijo oziroma šokom. Seveda je ta šok težko doseči, če mi defibrilatorja nimamo, moramo priti v bolnico in tako naprej. Plus pa je, če mi pridemo v bolnico, nas vedno pred tem malo uspavajo. In zakaj nas uspavajo?
Tukaj boste zdaj videli video, kako izgleda, če ima nekdo defibrilator, motnjo ritma in kako defibrilator to prekine. To je izjemno boleča stvar. To je moja roka. V glavnem, zadeva je taka, da seveda z visoko napetostno energijo, ko se to ustavi, ni prijetna zadeva in moramo zelo, zelo dobro premisliti, kjermu pacientu to damo. Namreč, če imamo mi, bi rekel, jaz bom tako povedal, če imamo mi pred sabo pacienta, ki ima neko poškodbo srca, pa vemo, da je nastanek aritmije velik, se vedno probamo pogovoriti z njim, kakšne so želje in kakšno, bi rekel, na kak način te aritmije lahko odpravimo. In zaradi tega si mi ne želimo teh šokov. Ta šok so vedno neka zadnja izhod v sili, da pacient ne izgubi zavesti oziroma da ne gre v nenadno srčno smrt oziroma da je treba reanimacijo, če je le ta, veste, kako je uspešna, zdalka traja, slabša je. Moramo zato tako ustrajamo pri zdravljenju z zdravili, govorimo o antiaritmiku, osnovnih bolezni, recimo srčnega popuščanja in ne nazadnje tudi z kakšnimi elektrofiziološkimi posegi, ravno zato, da zmanjšamo število teh šokov. Ker, kot sem rekel, povezava glave in srca je izjemno pomembna in lahko mi verjamete, če dobite recimo neko aritmijo in se zraven še vznemirite, bo ta aritmija še bolj intenzivna in če imate tak šok in se spet vznemirite, je verjetnost, da bo sledil še kakšen velika. Zaradi tega je treba biti tako pazljiv in ni dovolj, da se napravo samo noter da, pa je to, ampak je treba zavedati se, kaj prinaša. Seveda pa ta naprava rešuje življenja, to je pa jasno, da ne bo narobne, bi rekel, da ne bo napačne interpretacije. Tako da, če zaključim, kar sem hotel povedati, kdaj je aritmija nevarna? Vsakič, ko mi aritmija povzroči skorajšnjo izgubo zavesti ali izgubo zavesti, taka aritmija je nevarna. Kadar imamo znano srčno popuščanje, znano okvaro srca, recimo po miokardnem infarktu, je lahko vsako, bi rekel, občutek nerednega, hitrega, počasnega ali kjerkoli ritma bolj nevarna in jo jaz osebno pacientom predlagam, da jo upoštevajo kot nevarno in jo probamo čim prej opredeliti. Kadar je počasna motnja ritma, ni samo posledica številke. Nameril sem si 40, doktor, kaj to pomeni? Jaz vprašam, a ste ob tem, ki je občutil, da je drugače? Ne, nič drugače. Potem me številka sama ne zanima tako zelo. Če mi pa reče, ja, takrat, kadar smo imeli 40, sem pa tudi, mačkam se mi je kar malo črno pred očmi naredil, takrat je aritmija nevarna. Kadar vem, da imam okvarjeno srce in mi začne srce nekaj neredno in hitro biti in mi je ob tem čudno, je taka aritmija nevarna. Upam, da sem uspel čim bolj, bi rekel, prijazno, pa čim brez kompliciranja vam podati odgovor na to, katera je nevarna. Se vam zaenkrat zahvaljujem, pa bi kar čim prej šli na vprašanja, da ne bomo izgubljali besed. Hvala lepa za pozornost. Samo da se dogovorimo, do 19. imamo čas? Tako nekako. Bom videl, mogoče 10 minut plus minus, odvisno, kdaj me bo poklical za naslednji poseg. Bi vas imel nekaj lepo vprašati, gospod zdravnik? Povejte. Jaz uživam Concord 2,5 mg in vsako jutro nekje v dopoldanskem času meni med hojo utrip naraste. Jaz pa tako, kot da sem težo dobo v noge in enostavno se tako slabo počutim, pa utrujeno, da bi kar dol padel pa zaspal. Ampak nimam pa vrtoglavce, nimam potenja, nimam tistih šviganj teme pred očmi. Potem pa, ko vzamem spet zdravilo, je pa v redu. Pa me zanima, kaj bi to lahko bilo. A pa imate kakšne podatke o tem, kakšno imate funkcijo srca?
Ja, pravijo, da srce je v redu, edino, da stene od odzadih so odebeljene, Tako, pa se ne pravi, vejo, zakaj so odebeljene. tako. Jaz bi si zelo z veliko verjetnostjo upal trditi, da to ni, da ta občutek, ki ga imate, ni posledica aritmije, ampak je bolj jajce, ali veste, kura jajce. Jaz mislim, da zaradi tega, ker imate zadebeljeno steno, je tlak v srcu nekoliko večji in takrat, ko vi hodite, a ne pa dvigne frekvenco, se tlak še bolj poveča in zaradi tega imate težave. Tukaj je v bistvu ključno, koliko imate pritisk in pritisk mora biti čim nižji, pa boste bolj zmogljiv. Ja, pritisk je zdaj po tabletih 124/84, Ja. tako zgornji No, se spodnji. pravi, in to je ključna stvar. No. Ostalo pa ni, aritmija je verjetno zelo majhna, da je tukaj problem. Kaj pa drugače, ko začne v srcu tako miksati, ne? Ko začne srce tako čudno utripati mi notri. Ampak pa mine čez čas. Tako, to je pa zelo verjetno atrijska fibrilacija. Samo jo je treba ponovno dokazati. In to bi pa lahko bilo nevarno, ali ne? Tako, drži, to pa ja. Ampak je treba dokazati, da to lahko je. Nekot, vedno je to preskakovanje srca, če ob tem nisi zelo simptomatski, v smislu, da nimaš težav z zavestjo in tako naprej, je treba opredeliti, preden lahko rečemo, da je nevarno. Ker vaše srce ni zelo okvarjeno. No? Če imate samo zadebeljene stene, ni to večje sile. Hvala za odgovor. Mi smo že vnaprej dobili veliko vaših vprašanj, pa bi zdaj tem dala prednost. Tako da eno dosti pogosto je bilo o vzrokih za nastanek aritmij oziroma kaj se tukaj novega ve, ne? Tisto, kar mogoče še ne poznamo doma. Največ novega na podlagi, mislim, na temi nastanka aritmij je predvsem to, zelo se vedno bolj posvečajo temle kanalčkom in tako bi rekel res na molekularni osnovi. In zaradi tega ugotavljajo, da nažalost so zdravila vedno manj učinkovita in se vedno bolj se ukvarjajo z različnimi invazivnimi posegi. Tako da novega je predvsem v razumevanju mehanizmov in razumevanja neuspešnosti zdravil, ki so na trgu. Tako da bi rekel, vedno bolj uspešni smo s posegi in nažalost vedno manj z zdravili. Je pa vedno več poudarkov zdravljenja osnovnih bolezni, ponavljam, arterijske hipotenzije, sladkorne bolezni in tako naprej, debelosti in tako. Tukaj v bistvu, če bi na tem področju še več naredili, govorim na preventivi, bilo tudi aritmij manj. Nekaj o nevarnosti aritmij ste že rekli, ampak lahko kaj izpostavimo, katere vrste oziroma stopnje so bolj nevarne? Najbolj nevarne so, kadar govorimo pri prepočasnih, je takrat, kadar že osnovni EKG pokaže, da ni povezave med zgornjim pa spodnjim delom srca oziroma je ta motena. Te so nevarne, kadar govorimo pri prepočasnih. Pri hitrih je pa tako, da bolj kot se izkaže, da je širina QRS kompleksa, se pravi, da je to vzdraženje v levem prekatu hitrejše, da je bolj proti prekatnim aritmijam, ne tudi nadprekatnim, takrat je bolj nevarno. Je pa zelo, zelo pomembno, kot sem večkrat rekel, kakšna je osnova srca. Če je srce zdravo, nas tudi mogoče občutek aritmij ne treba biti tako zelo strah. Če pa je srce bolano, je pa vsaka aritmija lahko zelo problematična. To je, mislim, da upam, da moje ključno sporočilo. No? Zdaj v medicini je veliko digitalizacije. Kaj se na tem področju dogaja, na področju kardiologije oziroma kaj vi vidite, da lahko digitalizacija v medicini pomaga pri spremljanju bolnikov, zdravljenju? Mogoče tudi kaj glede preventive se tukaj kaj dogaja? V resnici ogromno. Digitalizacija nam je sigurno dobrodošla. Glavni problem, ki se pa zdaj soočamo, je pa v tej poplavi podatkov, ki jih lahko pridobimo v našem telesu. Mi lahko v resnici zdaj že imamo v razvoju tudi senzorje, več senzorjev, ki nam lahko gledajo temperaturo, kakšen je ritem, kako dihamo in vse take zadeve. Problem je pa sinteze. Se pravi,
glavni problem, ki se zdaj soočamo, ni, da odkrijemo nekaj, ampak kako interpretirati pa umestiti v nosilca te naprave. Tak lep primer je bila ta ogromna študija, mislim, da skoraj 500 000 ljudi je sodelovalo za to pametno uro od Apple produkta in so ugotovili pri 2,% da so aritmije odkrile te ure. Problem pa je bil glavni, kdo bo to sicer odčitaval oziroma kako potem to pravno formalno reči, to je pa bila uradna, bi rekel, metoda diagnostična, zdaj pa moram terapevtski ukrep narediti. Tako da trenutno jaz mislim, da je prihodnost v umetni inteligenci, ki jo že v glavnem skoraj vse firme, ki se s tem ukvarjajo, se pravi odkrivanje motenj ritma, že implementirajo in tukaj nam bo tisto pomagali, da nam bojo vsaj sortirali, te se zdijo nevarne, jih je vredno pogledati, te pa ni potrebno. Ker moramo se zavedati, če imamo mi posnetke več tedenske, več mesečne, to je vse skozi je izjemno zahtevno. In tukaj mislim, da bo razvoj v naslednjih letih naredil velik korak naprej in sigurno za dobro bolnikov, ki bojo lahko prišli že za zaključki do zdravnika, kar je v bistvu zelo dobrodošlo. Ker zdaj, nažalost, tukaj je majčkeno tega časovnega zamika, ki si ga noben od nas ne želi, ne zdravniki in ne bolniki, ker enostavno preden se pride do nekega posnetka in preden se ga interpretira in preden terapevtsko ukrepa, preteče kar veliko časa in tukaj izgubljamo vsi. Vidim, da vprašanja v chatu kar dežujejo, pa naj povem, da smo jih tudi že vnaprej dobili preko 300, tako da na vse danes ne bomo mogli odgovoriti. Si bomo pa ta, ko ste jih zdajle poslali, shranili in bomo poskušali čim bolj hitro na njih odgovoriti in jih tudi objaviti oziroma... A lahko dva odgovorim, ker sta zelo aktualna? Ja, prosim. Evo, od gospe Nataše Črmel, kdaj se odločite za elektrokonverzijo, kdaj za ablacijo? Jaz pravim tako, za elektrokonverzijo se odločimo vedno, ker kadar pričakujemo, da bomo lahko to aritmijo prenesli nazaj v sinusni oziroma normalen ritem. Za ablacijo se pa odločimo takrat, kadar kljub temu, da smo konverzijo naredili, se aritmija ponovno pojavi in takrat naredimo ablacijo, ker je uspešnost, da se ta aritmija ne bo več pojavila, precej večja. In še drugo vprašanje od gospe Karmen Polič, ta pa je tudi zelo aktualna, ali lahko okužba s koronavirusom poslabša aritmijo? In odgovor je absolutno da, do delte, se pravi z delta vred, pol z omikronom pa ne več toliko. Aritmij zaradi koronavirusov je pa grozljivo preveč in se z njimi ukvarjamo vsakodnevno. Evo, zdaj pa lahko še vi mi kakšnega zastavite. Jaz sem te dva na hitro najdu. Ja, z veliko zanimivih vprašanj. Recimo, ali je atrijska fibrilacija motnja ritma in čem se razlikuje od atrijske tahikardije? Atrijska tahikardija je ponavadi predstopna atrijske fibrilacije. Ločita se čisto enostavno tako, da pri atrijski tahikardiji je eno mesto, ki utripa in prehiti sinusni vozel, zato rečemo atrijska tahikardija, ker je na takem mestu, da se ne odziva toliko na živčni sistem, spanje to, ampak skozi vztraja pri svojem ritmu in zaradi tega nas moti, ima ponavadi frekvenco tam 150. Atrijska fibrilacija je pa, kot sem pokazal na grafu, je pa okvara atrija, kjer je ogromno nekih točk, ki ponovno motijo delovanje sinusnega ritma in zaradi tega je zelo hitro, ker pa prihaja iz različnih koncev, je pa tudi neredno. In zaradi tega imamo občutek nerednega, hitrega bitja srca. Naslednjega, že vrsto let imam atrijsko fibrilacijo, jemljem zdravila tudi za redčenje krvi. Lahko kaj več poveste o tem načinu zdravljenja? Saj načeloma sem že v to vse povedal. V osnovi z zdravili poskušamo zmanjšati odgovor prekatov oziroma preideti v sinusni ritem. Nažalost je pa uspešnost tako slaba, da morajo biti vsi pacienti zaščiteni z zdravili za redčenje krvi. Tako, čisto vam odkrito povem, če ima pacient še relativno zdravo srce, predlagamo
ablacijo, se pravi radiofrekvenčno ablacijo. Če pa je že recimo atriji že tako povečani, da je verjetnost dosege sinusna ritma majhnega, pa tega ne počnemo več. Se je ključno, da je frekvenca odgovora prekatov manj kot 100, je naš cilj. Še eno imamo z diagnozo atrijsko fibrilacijo in je tudi primerna za srčno konverzijo, kar ste bili ravno omenjali. Vprašanje pa je, jemljem tablete za redčenje krvi in beta blokator. Zanima me, vkolikor bi se za konverzijo odločila, ali mi ne bo treba več jemati teh tablet. To sprašujem tega, ker ima večkrat krvavitve iz nosu, dlesni, iz oči, podplutbe, na mestih udarca in podobno in nas skrbi. Pri takih pacientih obstaja zdaj novo zdravljenje, ki se dela v 2 centrih, eno je v Ljubljani, drugo je v Medikorju, in sicer pri teh pacientih, kjer vemo, da nažalost antikoagulantno je treba jemati doživljenjsko, obstaja eno zapiralo tistega dela srca, ki sem ga prikazal kot mrtvi kanalček, mrtvi rokav, tistega se zapre in potem antikoagulantnega zdravljenja ni potrebnega. Zaradi tega, ker ta ščiti pred nastankom strdkov. Ampak v osnovi, kadar imamo atrijsko fibrilacijo in le-ta vztraja, moramo jemati tako beta bloker za zmanjšanje odgovora prekatov, kot tudi antikoagulantno, ker je verjetnost, da strdek nastane, ogromna. Kateri kardiološki pregledi po ablaciji srca so nujni in v kakšnem časovnem intervalu? Ponovno, načeloma po radiofrekvenčni ablaciji nas samo zanima, ali sinus vztraja ali ne. Nekih dodatnih preiskav ni potrebnih, seveda pa ponovno zavisi od tega, kakšno smo imeli osnovno srce. Zdaj, če smo imeli mi neko srčno popuščanje, je seveda važno, da se po ablaciji 3 do 6 mesecev potem ponovno pogleda, ali se je funkcija izboljšala. Kolikor je pa bila funkcija dobra, pa smo imeli mi samo aritmijo, recimo zaradi arterijske hipertenzije, ki je največkrat vzrok za atrijsko fibrilacijo, takrat pa nekih prav preiskav ni potrebnih. Vkolikor se mi dobro počutimo, ne čutimo nekega preskakovanja srca, ni nekih dodatnih preiskav potrebnih. Ključno pa je, da osnovne bolezni ponovno zdravimo, ne govorimo o arterijski hipertenziji in take zadeve, zato da se ta, bi rekel, okvara srca ne stopnjuje. Nekaj z leti moramo razumeti, je jasno, da naši organi niso več taki, kot so stari 20, ampak seveda je pa ta trajektorija slabšanja precej hitrejša, če mi osnovnih bolezni ne zdravimo. Tako da nekih dodatnih preiskav mogoče res niti ni potrebnih. Zdaj pa en gospod spraševal, da je bil na ablaciji 4-krat in je zdaj veliko bolje, ne ve pa, zakaj ob manjšem naporu čuti bolečine v prsnem košu. Ne vedno, ampak občasno, če lahko kakorkoli to pokomentirate. Zdaj, če je imel 4-krat ablacijo, je zelo verjetno zaradi atrijske fibrilacije, kjer imamo uspešnost, bi rekel, nižjo. Kar se tiče pa bolečin za prsnico, je pa tako, vkolikor nima občutka, da bi bilo bitje srca prehitro in ima bolečine ob naporu, je lahko sočasno poteka tudi ateroskleroza žilja. In je zelo smiselno, da upravi obremenitveno testiranje. Tam bo dobil 2 odgovora. Prvi odgovor, kako se mu dviga frekvenca, in drugi odgovor, če so kakšne EKG spremembe, ki bi lahko nakazovali na zožitev žil, in takrat se ukrepa naprej. In tukaj bomo dobili odgovor v bistvu na 2 ključna vprašanja. Tako da bi svetoval obremenitveno testiranje. Ker to bo tudi sprožilo v rehu, tukaj me boli, in se bo EKG pogledali in se točno vidi, ali je to zaradi aritmije ali je pa to zaradi zoženja žil. Eno vprašanje še, ali lahko prolaps mitralne zaklopke vzrok za aritmijo? Tole je iz današnjega četa od gledalke. Nočem jo ustrašiti. Obstaja ena zelo, zelo redka bolezen, kjer je tako imenovani dvojni prolaps. Tisti so povezani z nenadno srčno smrtjo. Če pa je prolaps samo enega dela zaklopke, je pa ponavadi, mi rečemo temu, benigna najdba, oziroma prav je to samo lepotna napaka na srcu
in sama po sebi ne povzroča aritmije. Verjetnost, da ima gospa ta prvo stvar, je super redka, ker govorimo o 2 na milijon prebivalca, a ne 2 bolnikih na milijon. Tako da, če bi imela dvojni prolaps, jaz sem prepričan, da bi dobil klic, ker ima pa verjetno samo enojnega, je pa to benigna najdba in se to kontrolira na 3 do 5 let. Še eno gledalko zanima, kakšna je statistična povezava, če obstaja med obolenji srca in pa obsevanji v onkologiji, če je to kako povezano, če vam je znano morda? Je zelo znano. Bolj kot smo se ga zavedali, poškodb obsevanja je na srcu je kar veliko. Še posebej moramo biti pa pazljivi, če ima pacient, ki je obsevan, še kakšno napravo noter. Tiste so pa še toliko bolj, ker se tam na teh mestih, kjer se dotikajo srca, se zbirajo ioni in poškodbo srca delajo. V osnovi pa predvsem kemoterapevti, ki še bolj kot obsevanje zaradi rakavih bolezni povzročajo poškodbe na srcu. Tako da odgovore na žalost je, da. Kakšno je pa, bi rekel, statistično, bi rekel, verjetnost? Povečana je verjetnost, potrebne so kontrole bolj pogoste ultrazvoka, se pravi delovanja srca, da bi pa vedel s številkam, pa ni to čisto moje ožje področje. Se še vrnemo malo, kakšna je razlika med aritmijo in palpitacijo? Aritmija je, bi rekel, najdba, palpitacija je pa simptom. Se pravi, če imam jaz aritmijo, kar pomeni, da električno delovanje srca moteno, to osebno kot človek čutim kot neenakomerno bitje srca in temu se reče palpitacija po, bi rekel, zdravniško, v narekovajih. Tako da v osnovi palpitacija ni enako aritmija, aritmija pa je enako motna ritma. Zdaj pa mičkam daljše. Moja diagnoza je predvorna fibrilacija in undulacija. Kakšna motna ritma je to? Kako se zdravi? Dobila je beta blokator. Še enkrat, lahko še enkrat, nisem dobro slišal, lahko še enkrat, prosim. Ja. Diagnozo predvorna fibrilacija in undulacija ima. Ja. Zanimajo, kakšna motna ritma je to, kako se zdravi. Zdaj ona je dobila beta blokator. Zanimajo pa tudi, ali more zdravila redno jemati ali samo občasno. O te motne ritme sem v bistvu največ govoril in odgovor je, da more jemati stalno. Torej ponavljamo zdravila, potem, koliko so predpisana, zelo pomembno. Lahko še eno tukaj vprašanje imam jaz, ki je tudi zanimivo. Imam VT in ustavljen ICD, Nirmala je to vprašala. 13 letih se nikoli ni sprožil, imam pa veliko palpitacij in aritmij. Ali je to možno zaradi elektrod v zaklopki? Vsi te naprave sledijo ves čas in imajo vgrajene algoritme, ki prepoznavajo motne ritma. Tako da, če bi bile kakšne pomembne motne ritma, bi to na pregledih, ki jih imate na pol leta, sigurno to vam povedali. Tako da te utripe oziroma te dodatne stvari, ki čutite, so verjetno te dodatni utripi, ki pa pri vas so, bi rekel, nepomembni in se zaradi njih ni treba obremenjevati. Ok, zdaj pa kar še vi kakšnega povejte. Jaz bom pa še tle kaj pogledal, če kaj. No, poglejte, drugače pa imamo še eno podobno vprašanje. Ima tudi AV bloke višje stopnje in ustavljen pacemaker. Zanima ga, ali je aritmija in AV blok podobna diagnoza. Aritmija je nadpomenka vseh motenj ritma, ne? In AV blok paše pod bradikardije in bradikardija je aritmija. Ampak je s srčnim spodbujevalnikom popolnoma odpravljena in kontrolirana in se zaradi tega ni treba sekirati. Potem skočim še z enim. Imam motnjo ritma, kar naenkrat v mirovanju se to pojavi, utripe 96 udarcev na minuto. Kdaj mora vzeti beta blokator? Po potrebi ali vsak dan? Mislim, da delno smo že odgovorila, ne?
Zdaj, zavisi, če je bila ta aritmija opredeljena ali ne. Zdaj, če ni bila opredeljena in je možnost, da je majčkeno povezan glava pa srce, če se človek vznemiri, takrat lahko beta bloker jemljemo po potrebi, ker v bistvu beta bloker kar naredi, malo pomiri srce, naredi srce manj vzdražno. Vkolikor je pa ta aritmija opredeljena in je verjetnost, da se bo ponavljala večkrat, je pa treba redno jemati. Tako je pravilo. Še nekaj takih podobnih vprašanj je bilo povezanih recimo do motenj srčnega ritma ali pa vsaj, da se nam zdi, da do njih prihaja je takrat, kadar smo v močnem stresu ali pa, da se soočamo z nekim strahom, anksioznostjo, lahko tudi paničnimi napadi. Zdaj, kako je to povezano oziroma predvsem vprašanje, lahko tudi panični napadi povzročijo neke bolezni srca? Lahko. Zanimivo je, da so temu sindromu se reče sindrom zlomljenega srca in celo, bi rekel, na teh metodah, ko gledamo, kako srce izgleda, ga opisujemo kot kletko za lovljenje hobotnic. To iz Japonske prihaja, kjer so to prvič opisali. Reče se pa dejansko stresna kardiomiopatija. In več se to pojavlja pri ženskah, ne vemo čisto zakaj. Gre pa za to, da lahko neka huda stresna situacija, tudi panični napad, tako poškoduje srce, da ta recimo začne črpati samo z 20%. Dobra stran pa je, da se to, ko se ta panični napad umiri, v roku 14 dni ta funkcija popolnoma izboljša oziroma, bi rekel, za ustrezno terapijo praktično gre nazaj na navadno in tudi rednih terapije za srce ni treba več jemati, treba je pa kontrolirati panične napade. Tako da v bistvu, ja, panični napad, velik stres lahko povzroči hudo okvaro srca. To je pa ta os spet glava, srce. Zdaj zato, da damo priložnost še kakšnemu danes tukaj prisotnemu, če bi postavil vprašanje v živo. Lahko, komot. Neke dvignjene roke. Ker tiska bo prišel skozi. A lahko sam minutka, sam da pogledam, kako je stanje operacijski, pa pridem takoj nazaj. Sam da pogledam, pa imamo lahko mogoče še 10-15 minut. Sam sekunda. Ja, takole je danes z našim zdravnikom je bil pred in je zdaj med oziroma čaka, da ga pokličejo na operacijo. No, tako da ste videli, je vmes skočil. Tudi sam je omenil, da je več teh bolezni in pa motenj ritma srčnega, tako da to kaže tudi današnja udeležba. Zelo veliko vas je tukaj prišlo, smo veseli, da vas vidimo, vse to, tudi nekaj obrazov vidimo. Evo, imamo še 10 minut, 10 minut, 15 lahko, ampak se veste, bom čisto izmučen, ko ne vem, kako bom delal. Kar gremo. Ena noseča mamica vam je dala vprašanje. Aha, sem videl, sam sekunda. Noseče mamice, moram pa reči, nas pa vedno majčkeno strašijo, pa ne zaradi tega, ker se bi jih bal kot njih, ampak gre za to, da si ne upamo nobenih zdravil dati. Aha, evo, Polona. Imam 44 let in sem noseča, 18. teden. Ginekologija me je usmerila na kardiološki, ker je zaznala aritmijo. Tudi EKG pri osebnem zdravniku je pokazal aritmijo. Rekel je, da je blaga, vendar da so bolj pozorni pri nosečnicah. Kot sem poslušala, lahko to tudi posledica hormonskih sprememb zdaj, ko sem noseča. Kaj ne? Vprašaj. Odgovor je, da zelo verjetno so videli dodatne utripe. Gre za to, da bolj, ko bo otrok rasel, se ta krvni srce majčkeno bolj obremenjeno, ko mora črpati za mamo, pa še za otroka. In zdaj, če so te aritmije, ki se jih zaznala zelo verjetno, občasno, pa malo pauza, pa malo občasno, so to te dodatni utripi. In vkolikor te dodatni utripi niso vezani, kot sem vam takrat pokazal. Kje si lulav? Aha, kje je lulav, ne vem. V glavnem, in takrat se ne sekiramo prav zelo, ker je to dosti običajna stvar. In če imamo mi 400 dodatnih utripov na dan,
je to v bistvu še normalno. Vsak od nas v resnici jih ima. Je pa seveda zaradi tega, ker je srce bolj obremenjeno, se jih malo bolj čuti, a ne? Ampak v osnovi, vkolikor imate zdravo srce in verjamem, da imate, se nimate kaj sekirati. Kaj pa pri težavah s ščitnico, Hashimoto? Ali lahko to vpliva na nastanek aritmije oziroma drugih srčnih obolenj? Predvsem na pojavnost aritmij zelo vpliva, namreč takrat ščitnični hormoni so seveda metabolni hormoni in ponavadi močno dvigujejo frekvenco. Z zdravili smo relativno neuspešni, zelo takrat, kadar imamo težave s ščitnico, se zelo fokusiramo, da vzamemo nek širokospektralni antiaritmik, ponavadi se za propranolol odločamo, to je blokator beta, ki je zelo neselektiven, ravno zato, ker so ščitnični hormoni imajo številna oprijemališča po srcu in to je edini način, da zmanjšamo. Takrat je treba se fokusirati predvsem na hormone ščitnice, ki jih je treba čim prej umiriti in ko jih umirimo, bodo tudi aritmije minile. Zdaj pa gospod z glavkomom, ali lahko kapljice za glavkom vplivajo na ritem srca? Zelo, zelo malo verjetno. Še eno malo bolj aktualno vprašanje, da je v novembru 2020 prebolela COVID, v letu 2021 je imela kar nekaj post-covidnih znakov, kasneje pa se je pričelo zelo hitro bitje srca v jutranjih urah, celo toliko, da jo je tudi prebudilo. In to se zdaj dogaja že eno leto, a je lahko to long covid ali gre mogoče za aritmijo? Pri covidu ugotavljamo eno posebno, bi rekel, obliko tahikardije, ki jo rečemo sinusna tahikardija. V samem bistvu tukaj ni nič strukturno narobe s srcem in tudi s sinusnim vozlom ne. Gre pa za nek mehanizem, ki nam ni še čisto pojasnen, da se kar naenkrat, bi rekel, sinusni vozel kar malo po domače ponori in začne zelo hiter puls. To smo še do nedavnega bilo čisto jasno, zakaj gre. Potem so pa ugotovili, da je pri večini bolnikov, ki to ima in celo post-covidnih jih ima več kot 20%, tako da tega videvamo veliko, ugotavljajo, da gre za to, da predvsem ko vstanejo ali pa zamenjajo položaj, pride zaradi okvare, ne tako kot nam je voh, kot je pacientom voh, jaz srečen se o covida ognil, hvala Bogu, a nekaj smo zgubili voh. To pomeni, da je ta virus direktno napade nevrone oziroma živčni sistem. In ta seveda voh je bil najbolj pogost, ker ga stalno rabimo, manj smo pa pozorni na druge. In te iste živčni sistemi je okvarilo verjetno tudi te povezave z srcem. In v bistvu je to tako, da je trajanje teh aritmij lahko kar zelo podaljšano. Smo pa k sreči ugotovili, da je eno zdravilo, ki se sicer za zdravljenje srčnega popuščanja reče se mu ivabradin, ki direktno deluje na sinusni vozel, jemanje nekih 14 dni je te simptome zelo dobro odpravilo. In v bistvu jaz na ta empiričen način, se pravi, da ga predpišem za 14 dni, sem večino težav odpravil, potem pa tudi predlagam, da ga jemljajo recimo, kadar to začutijo, kot po eno tableto. 14 dni se pravi kontinuirano, gre za ivabradin 5 mg 12 ur, 14 dni, potem pa prekinemo, pa pogledam in pri večini primerov je bilo to zelo v redu. Je pa to post-covidni sindrom in zelo pogost. Govorimo vse za delto, pa z tem omikronom je tega zelo malo, ampak prejšnji, 2020 pa sigurno ni bil omikron. Zdaj pa mogoče še dva vprašanja, da se še malo opremimo z informacijami. Kdaj svetujete odhod na urgenco ali k zdravniku, če imaš napad aritmije? Kdaj je tisti čas, da greš? Kadar aritmija, če nas izjemno moti, se pravi, da je aritmija tako močna, da jo čutimo, kljub temu, da nismo izgubili zavesti ali karkoli, je čas za vsaj na urgentni center, če že ne na IPP. Če smo se ob tem spotili in imamo znake
da bi kakorkoli nam težko sapo povzročil, a ne, in vemo, da imamo že srčno popuščanje, gremo na urgenco. Vedno pa probamo, kolikor se da umiriti. Vem, da ni to najlažje, če ti srce kar na lepem začne utripati zelo hitro, se umiriti je vedno, lahko je biti teoretik, v praksi pa nam to ne rata. In jaz v bistvu pacientom, ki to imajo večkrat, včasih tudi svetujem za kakšno pomirjevalo oziroma način, da se pomirajo, počakajo uro, dve in potem obiščejo urgenco. Spet zavisi, ali je ta aritmija že znana odprej ali ne. Če aritmija ni znana prej in tako hitro bije, da enostavno se noče ustaviti več kaj na uro, jaz mislim, da dokler ni opredeljena, je vedno potrebno iti na urgenco, ker to nikoli ni normalna stvar. Kaj pa recimo, da še čakaš, pa se poskušaš umiriti? So vam znane kakšne tehnike, kako si lahko pomagaš pri nepravilnem bitju srca? Oziroma, kaj pacienti vaši rečejo, da jim recimo lahko pomaga? Seveda, ponovno je tako, da zavisi malo do opredelitve. Pri mlajših pacientih, ki imajo tako imenovane te prirojene aritmije, ki so posledica nekih dodatnih poti, so vagalni manevri zelo, bi rekel, uspešni. In tudi pri kakšnih pacientih, ki imajo atrijsko fibrilacijo. Gre za to, da sicer je malo težko to opisati, ampak ena je masaža tele karotidne arterije, druga, ki pa je boljša, je pa to, kot da bi vas en želel boksniti v pleksus, pa vi zadržite sapo, ko si pomaga tudi stiskom nosa in se noter v prazen nos, bi rekel, izdihne zrak. To je tako imenovani vagalni manever. Se lahko mogoče na internetu. In to je tudi pri marsikomu zelo uspešno. Seveda pa ponovno moramo vedeti, za kakšno aritmijo gre. Preden imamo opredeljeno aritmijo, je zelo težko svetovati, razen da se čim prej opredeli. Saj tudi moram priznati, zaradi tega jaz verjamem, da je zanimanje toliko veliko tudi sicer za aritmije, ravno zato, ker najbolj v kardiologiji smo podhranjeni v aritmoloških ambulantah oziroma ambulantah, ki se ukvarjajo z motnjami ritma. In rekel, jih je relativno malo in tudi pri splošni kardiologi, če se poglobljeno s tem ne ukvarjaš, imajo nekoliko manj izkušenj in posledično mogoče malo je manjša ustrezno zdravljenje. Tako da malo imamo tudi plan, zdaj se zavisi, kako bojo stvari šle, ampak definitivno bomo mogli več ambulant odpreti in se že s kolegi, ki se s tem bolj poglobljeno ukvarjamo, se že malo v tej smeri pogovarjamo, da bi mogli mogoče neko razširjeno obliko teh ambulant nekako si namisliti, zmisliti. Ja, doktor David Žižek, hvala za res izčrpne podane odgovore na vsa vprašanja. Kakor smo se pogovarjali, bomo poskušali tiste, katera nismo danes odgovorili, še odgovoriti. V naslednjih dneh bomo tudi pripravili posnetek tega predavanja in ga objavili, tako da si boste lahko še enkrat v miru pogledali, mogoče tisti del, ki vas posebej zanima. Za začetek vas pa povabim, da obiščete za več informacij še spletno stran srce.si, kjer je nekaj vsebin že objavljenih in bomo še sproti dodajali, pa specializirano stran podjetja Lek, je pa lek.si poševnica aritmije. Tukaj je tudi zelo veliko uporabnih vsebin člankov, napisanih na strokoven način. V imenu organizatorja dogodka Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ter podjetja Lek, ki nam je danes vse to omogočilo, se vam zahvaljujem za vašo pozornost, za odgovore, tako da prijeten pozdrav in nasvidenje. Srečno in hvala vsem za pozornost. In povabilo seveda. Nasvidenje. Hvala. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Nasvidenje. Hvala. Nasvidenje. Hvala.